Dragi naši, lepo pozdravljeni v novi epizodi noro priljubljenega večerovega podcasta Slačilnica. In kaj ne rečem, obožujem ljudi, ki jih ne moreš definirati, ki jih ne moreš slačiti nobeno škatlo, v nobena pričakovanja. In moja gostja je danes točno takšna. Je intuitivna pisateljica, je voditeljica, je producentka, komičarka, je, o moj bog, kaj vse si ti, hobi kirurginja, verjetno hobi psihoterapeutka, in voditeljica baleta. Maja Modru, zelo sem se te veselil in zdaj si tukaj v moji roza dnevni sobi. Slačilnica, večerov podcast, v katerem Denis Bende Živčec odkriva neodkrito na slovenski družabni sceni. Ja, obožujem to roza barvo, najprej moram to povedati in kot drugo, hvala ti za ta opis, zato ker vedno znova me spomni, kako preveč stvari imam v življenju. Pa to nismo vsega naštela. Ne, pozabila sva še to, da sem dejansko mama. In mama, in vse, kar znamo. In pasja, mamica. In pasja, in mačja, če smo že zdaj prišla si malo posmata, moram reči. Ja, skozi sem malo v dlakah, tako da to je zdaj, čakam, da bo to postalo modni trend. Tu nekje na tleh najine roza dnevne sobe je še simpatična Marlo, ki nam bo danes v bistvu druga duhovna podpora, ker prva je namreč moja zajčica Rozi, ne vem, če jo že poznaš, se veš, če se boš kadarkoli znašla v hujši duševni stiski, zagrabi Rozi je podporni zajec. In je bolj nežno jo prijema, ker vsakeč, ko kdo spusti čustva vanjo, zajčica malo poči in je že malo zlepljena. Kaj pa uporabljaš to za eno lepilo, ker to čustva lepiti je kar stiske pa to? Stare zamere, veš, se hitro lepijo na ljudi in živali. Maja, toliko enih stvari dogaja in zdaj se bo dogajalo še bolj napolno. Morava začeti z najaktualnejšim, ampak Bob leta je pred vrati porka duš. Ja. Še dihaš. V bistvu mi je zelo zanimivo, da se lahko sploh pogovarjam s tabo, ker zadnje čase se pogovarjam sam za špeglom, pa ponavljam tekst. Letos se veselim, ker je že tretjič in se veš, tretje gre rado. Ne, da nam dvakrat ni uspelo, sam v tretje se bo mogoče uresničilo tudi kaj posebnega še, kar sem si jaz zamišljala za vseh teh 3 letih. In veliko je novih presenečenj, tako kot vedno. Na to računamo. Ampak recimo, da bo tale edicija na nek način tudi izpolnitev še mene od znotraj, da tako rečem, nek tak vrhunec, moj lastni. Ja, postala si skoraj da čez noč in tudi precej nepričakovano, takrat pred leti ena taka zelo svetleča zvezda v tem Bobovem ozvezdju in zdaj si neločljiva zvezda naše galaksije. Kakšno mesto trenutno Bob zaseda v tvojem življenju? Po mojem kar precej, ne? Ja, je kar pomembno, zaradi tega, ker na nek način je to edini tak voditeljski projekt. Čeprav sem nekako, ko sem prvič vodila Bob leta, sem ugotovila, mislim, sem že kdaj prej v šolah sem vedno vodila te prireditve, pa to mi je to bilo vedno všeč. Ampak ko zares vodiš eno tako prireditev, je pa kar odgovornost, je kar stres, celo leto si govoriš, kaj je meni tega treba in trpiš na polno zraven, zato ker pač želiš izpolniti lastna pričakovanja in potem je tudi, moram povedati, da pač vedno za vsakega Mariborčana, ki se preseli ven, ne, in s tem izda svoj patriotizem, ne, in se vrača, potem je še en tak dodaten pritisk nekega dokazovanja, tudi če vsi rečejo na koncu, pa ti si super, pa ti si naša, pa to, ampak ipak imaš vedno v sebi še tisto, ne, pa res ne smem razočarati svojih ljudi, tako da je res nekaj posebnega. In na ta način zapolnjujem mojo glavo vso leto, v resnici. Kaj so najbolj mariborske plati tebe, ki si jih še ohranila v sebi, kljub vsem selitvam, veš, Dunaj, Ljubljana, ne vem, ki vse si bila, ne? Ampak nekaj ostane, ne? Ja, jaz mislim, da ravno ta neka preprostost, ki v meni ostaja, da nekakor ne morem zajahati te fancy scene v Ljubljani, no. V bulerji hodimo okrog. S pesom. S pesom, pes, evo, to, ko si zdaj rekel. Ta beseda je meni, vse lahko rečem, samo ne pes pa dež. Evo, vse ostalo se integrira počasi, ampak pes to pa ne gre. Pa pač te dlake, no, ne predstavljam si, da pač, mislim, to, ne vem, ne da bi bilo to
ne, da, mislim, včasih rečejo v Ljubljani, ne, da mariborsko je kmečko, ne. Pa ni, ne, mislim, tako meni se zdi, da pač mi imamo en tak lep, drugačen, ampak preprosti svet in to pač, recimo tudi to kava mariborska, recimo, ki sem jo danes spet pila, pazi na Štuku, sem pila eno najboljših kav v zadnjem mesecu in sem bila res presenečena in potem sem se spomnila, vse res, ja, Maribor, trgi, kavice, brez tega ne gre in čeprav v Ljubljani so te uličice s kavami tudi, ampak se mi zdi, da to je vseeno tako mariborsko, veš, tak. Mene pač ljudje v Ljubljani ne razumejo, zakaj rabim jaz vsaki dan in tolikokrat na dan to narediti. A misliš, da imamo Mariborčani boljša intuicija? Ja, ampak si je mogoče ne dovolimo toliko ji zaupati ali pa oziroma mogoče pač v Mariboru je zelo veliko tudi predsodkov opažam, odkar sem šla recimo že na Dunaj, pa potem nazaj, še vedno pač ne vem, zakaj živimo v nekem prepričanju, da mi pa ne moramo, ne, se mi se pa kao skozi se tako krepimo, veš ono malo, ne, mi lahko, mi bomo, mi to, ampak pol pa kot da nam malo sfali na koncu, no, da pa vedno ta drugo mesto, ki smo na njega obsojeni, ne, da se imamo preveč mogoče to v glavi, da ne moramo preseči tega, ne, ker v resnici pa lahko in tudi vsake toliko dokažemo, da lahko, ne. Tak, kdo bi rekel, da v Mariboru zmeraj nikoli ne gre čisto za res? A veš, pri vsem, kar se počne, se mi zdi, da je zmeraj malo ene štajerske rezerve zraven, a veš, malo ene ležernosti. Ne? Ja, čeprav tudi to ni slabo na koncu koncev, ne? Ker ta dirka v vseh glavnih mestih, ta dirka za to, da si vedno prvi, pa da si vedno vse posod, pa da si vedno v nekem movingu, ne? Je pa ravno to sedenje na kavici sredi dneva, ne, kot da noben nima službe, ne, pač vsi uživamo in imamo to siesto na nek način, ne, špansko. To je mariborsko in to se mi zdi, da bi vseeno mogli ohraniti. Ja, mogoče je pol na ta račun, smo na drugem mestu, ne, dostikrat, ampak v resnici pa, a ni to večja zmaga, da znaš živeti življenje. Res je. Kako pa kaj ti postavljaš prioritete v svojem življenju? Pri vsem, kar počneš, še podcasterka sem pozabil omeniti, ja. Dva podcasterja. Mimo grede, ker so oba podcasterja, sem se danes odločil narediti eno foro in nimam niti enega vprašanja napisanega na listu, pa da vidimo, kaj bomo čista intuitivnost, vidiš, to je to. Ne, meni je všeč to pri podcastih, tudi jaz sem namerno pač delala, jaz sem si sicer prebrala o človeku, par istočnic naredila, ampak v osnovi pa ne prenesem podcastov, ki so preveč novinarski, se pravi, meni to ni več podcast, no, pač moraš res s človekom govoriti, kot da si na kavi. Seveda je super, da kot podcaster, kot voditelj podcasta imaš neke teme pripravljene, ki potem potegnejo pogovor v globino, da ne ostajamo samo na nekem brezveznem površinjenju, ne. Kako dober izraz je doma, površinjenje. Ja, ampak v osnovi pa se mi zdi super, ja, da se pogovor pač samo od sebe razvija, ne. Tako da zdaj sem v bistvu pozabila, kaj je bilo sploh vprašanje. Tudi jaz, ja, tudi. Veš kaj, evo, grabimo zajca. Veš kaj, leto je šele v svojem začetku, zanima me, koliko svojih novoletnih zaobljub si že prekršila. Po mojem mene 3 od 3. Ne, pač Bob leta je recimo ena stvar, ki mi pol še dodatno motivacijo da, drugače jaz nisem preveč navdušena nad tem, da bi januarja začenjala recimo diete ali karkoli, ampak pol ta Bob leta me pač malo prisili v to, da vseeno vsaj zadam cilj si, ne, da pač bom vseeno se malo pazi, zdaj ti bo to spet še ofitila, ne. Ampak nekako ne vem, življenje, ja, zdaj sem se spomnila o prioritetah, si me spraševal, ne, v bistvu je vsak dan kakšna druga prioriteta, res, jaz bi bila toliko srečna, bi lahko bila človek, ki si zada načrt in prioritete in rituale in se tega drži, ampak v bistvu moj dan je vsak dan se drugače odvije, kakorkoli sem kdaj hotela spasiti svoje življenje v neko strukturo, ni šlo. Vsak dan so kakšne druge prioritete, včasih je to pač, ne vem, učenje, recimo zdaj za Bob leta in potem vse drugo res organiziram tako, da pač imam res čas in je neverjetno, koliko moraš ene 10-minutni set 3 ure ponavljaš v bistvu, pa je sam 10-minutni, ampak ne veš, kdaj sploh čas mine in res rabiš tisti odprti urnik, no, da res nič druga ne uleti noter, da si tam v kopalnici varen,
pred ogledalom brezmoten. In modrca. Ja. A boš letos tudi prijahala na konju? Ne bom prijahala, bo vsekakor spektakularen prihod, zato ker sem rekla, peš pa ne bom hodila na oder. Podpiram to ful. To bi bilo pa čisto brez veze, nam neka navadna voditeljica, ne. Tako da ne bom izdala, kako pridem na oder, zato ker se še ukvarjamo z varnostnimi. Zdaj s padalom skočiti ne moreš, ne? Ja, tako da glede na to, da smo v produkciji vedno bili drzni in da imamo ljudi v produkciji, to moram povedati, ki pač nekako najdejo vedno rešitve za moje nore ideje, se veselim tega prehoda, istočasno me je pa malce strah. Kar nikoli ni slabo, a veš? Ja, skoraj malo bolj strah kot lani, ko je bilo vse odvisno od živali. Ali bo pristala, ali bo zrihtala to ali ne, tako da. Zelo se veselim. Ekipa štima? Ste Ekipa dobro štima, uglašen klavir? Smo tudi nekaj ljudi smo povabili, ne, od glasbenikov, recimo letos pač Hamo in Dimek, Happy Old McVizzle, Lejre, Uminkuna, freestyle show, pač res spet bo ful pestro, od tega, da bomo prisluhnili skladbam, ki nam bojo nekaj pač naredile tu not, do tistega, da bojo ene skladbe, ki nas bojo dvignile na noge in bo res žurno. Čaga, sorry. Dobra, žura pa res ne bomo imeli. Zelo se veselimo. Ko malo razmišljam o tebi, mi od vseh tvojih nazivov, 200 nazivov, najbolj všeč raziskovalka življenja, sem si prav zapomnil. Povej mi, si že našla karkoli, ki si iskala? Ja, v bistvu je bolj raziskovalka sreče, ampak vse to je v bistvu življenje pa sreča. Hočemo pač najti srečo v življenju oziroma to. Ja, veš kaj, jaz se vedno spomnim enega momenta na dvoetažnem mostu, z mamo sem bila zadaj, ko še ni bilo teh varnostnih pasov, veš, ko smo viseli tako na sedežih, ne. In sem pač mamo vprašala, mami, kaj pomeni to, da je človek srečen, ne? Prav spomnim se tega momenta, zakaj bi nekega otroka, ne vem, koliko sem bila takrat stara, 10, kaj takega me to zanimalo, veš, tako globoko vprašanje, ne. In v bistvu me je to nekdaj tako gnalo, ni mama znala zares odgovoriti recimo na vprašanje, pa tudi se mi zdi, da ljudje danes še vedno ne znamo zares. Prvič, ker je to mogoče nekaj tak najbolj individualnega, ne, vsakega osreči nekaj drugega, če površinimo malo, ne. Po drugi strani je pa, jaz mislim, da je sreča pač tisto neko ultimativno zadovoljstvo, ko nič več ne rabiš. Veš, ko po ničem več ne hrepeniš, pa ne mislim zdaj, da moraš biti na smrtni postelji, ampak preprosto, da si v lifeu, se zbudiš zjutraj in si sam srečen, da zunaj sije sonce, da si pripravil najboljšo možno kavo, da ti je otrok priletel v posteljo, pa ti preluknil trebuh skoraj, ampak iz ljubezenskega skoka. Pač te neke stvari, da naenkrat pač te to tako zapolnjuje, da ne rabiš ne materiala večjega, ne vem katerega potovanja, ne nekega tretjega človeka, ki bi ti prinesel to srečo v življenju, ne denarja, konec koncev, ne. In ko dosežeš to točko, to se mi zdi, da je sreča, se pravi to neko izpolnitev, izpolnjenost, no. In jaz raziskujem pot do tja, jaz še nisem tam. Ne vem, vem, da so ljudje, vem, da tudi jaz sem že kdaj bila, evo, tudi to mogoče je zanimivo, ker ni to ena taka stvar po mojem, ko bi kar pač prišel do tja in bi pol tam bil, ne. Se mi zdi, da življenje je polno presenečenj in da se vsake toliko zgodi, da pol tudi malo se kaj zabluri, ne. In pol naenkrat pač ni več tega zadovoljstva, nek element, nek gradnik te sreče ali pa zadovoljstva odide stran ali pa se zgubi, se raztrešči in ga moraš zgraditi na novo ali pa najti, ne. Zdaj, če je sreča odsotnost, hrepenenje, a misliš, da boš kadarkoli srečna v življenju? Ja, jaz verjamem v to. Verjamem, da lahko v nekem, ampak se pravim, ni pa trajnostno to, ne. Kreativna duša hrepeni, ne? Ja, to je res, ne. Recimo, jaz sem zdaj nedolgo nazaj zaključila svoj prvi roman, zdaj je v pregledu pri založbah, tako da prva taka stvaritev v bistvu, ki sem vedno mislila, da to pa jaz ne znam, da jaz znam pa sam pametovati, pa priročnike pisati, ne. Ampak sem se res lotila zgodbe. In
ko sem napisala konec, veš, ko sam sebi v rokopis napišeš konec, to je taki feeling. Res, solze so mi stekle, ker sem bila pač toliko v tistem momentu, nisem rabila ničesar več, evo, to je to. Ampak je trajalo 10 minut, potem pa sem postala lačna, pa... Si pomnila to praznino, ki je nastala. Kaj si raziskovala tokrat? Tokrat sem se v bistvu podala, pravzaprav to je še iz moje prve knjige Pot do nje, ki je v bistvu knjiga za moške, kako razumeti ženske. Jaz sem takrat spustila cel part o nosečnosti, zato ker nisem imela takrat še lastne izkušnje, niti nisem toliko se še s tem v življenju srečala in sem cel čas čutila, da to še manjka, to še čaka, da še bo prišlo. Pač neko ultimativno sporočilo žensk, moškim o tem, ne. Pa tudi ženskam, ne? Ker konec koncev eno izmed glavnih stvari, ki jih hočem sporočiti ženskam je, nehajte moške že siliti, da so 50-50 pri vzgoji, sploh v prvih letih. Ne? On mora skrbeti zate, za tebe. Ne toliko siliti moške, da si delijo delo pri otroku, ker pol ga zmanjka za tebe. Ne? Ti kot ženska v bistvu imaš vso moč, vso energijo in vse, kar rabiš, od mleka do energije, do ljubezni, do točne prave intuicije, kaj otrok rabi takrat tam, ampak nekdo mora poskrbeti za tebe. In tu jaz vidim moško vlogo. To je ena izmed glavnih sporočil, recimo, ki jih tudi v tej knjigi, ampak kot sem rekla, je roman. Tako da moja večna ideja je bila predstaviti to tematiko v bistvu skozi zgodbo protagonistke, ki je ime Eva in živi z Adamom, seveda, ampak nekje na polovici ali pa že malo prej ugotovi, da Adam ni moški njenega življenja. Medtem že z njim zanosi v prepričanju, da je moški njenega življenja. In potem se pojavi drugi moški, glasbenik, basist, ki v bistvu popolnoma zmeša in poruši vsa prepričanja o življenju, o tem, kaj bi naj zveza z moškim bila, o tem, kaj bi naj bila sreča v življenju in tak naprej. In od tu se potem razvija zgodba v bistvu nosečnice, ki je že noseča, je že v tej zgodbi, ampak v bistvu ugotovi, da ni v bistvu tam v življenju, kjer bi naj bila takrat, ko pričakuje otroka. Tako da pol se ful zaplete in skozi to pol so pa še neke seveda prijateljice in skozi njihove zgodbe predstavim različne nosečniške zgodbe in različne poglede in različne občutenja žensk in potem tudi seveda doživljanja moških in vse skupaj zapletem še v res taki zanimiv roman. No. Sama sebe sem presenetila, no, kako se je zgodba zavila in pol odvila, tako da. Slutim nekaj avtobiografskega? Sigurno ful je avtobiografskega tokrat noter, ampak ne pa vseeno. Sem kar hvaležna svoji pisateljski domišljiji, da zna tako dobro zapeljati zgodbo, da kljub temu, da vložim veliko sebe noter v te zgodbe, tudi v Pot do nje je veliko pač mene že noter, da potem vseeno se stvari zapletejo tako, da lahko vsak najde delček sebe noter. Tako si govorila o tem odnosu vlogah, pravzaprav moških, žensk, je kar nekaj prvinskega bilo v tem, ne? Sklepam, da nisi feministka po današnji definiciji. Ja, to se mi, ful je zanimivo, ne. Dosti moških mi očita, da sem. Dosti žensk reče, da pa absolutno nisem, ne. Jaz bi rekla, da sem nekje vmes. Absolutno zagovarjam nekatere feministične poglede, predvsem tiste, pri katerih še vedno nismo tam, kjer bi mogli biti kot družba, ne. In sama se soočam, sploh zadnje čase, ko sem 3 leta zdaj že intenzivno v show biznisu. Predtem bom priznala, no, sem bila vedno tak, pa se ni tako hudo, ampak res v tem biznisu je pa še vedno ogromno šovinizma prisotnega in v bistvu ženska mora kar fajtati. Samo to, da pač je vredna dovolj v tistem momentu, v poslu govorim zdaj. Si sama začutila to na svoji koži? Ja, absolutno govorim iz lastnih izkušenj zdaj in na lastni koži, da so kar borbe, no, pa da v bistvu nekako obdržiš svoje dostojanstvo in hkrati vseeno pokažeš, da se lahko postaviš v bistvu moškim ob bok, pa ne da samo sebi govoriš, jaz sem dovolj vredna, ampak da te res drugi, da te res tudi potrdijo, no, da pač rečejo, ja. Bolj smo kritični do žensk, ne? Ja, tudi recimo v stand-up komediji je zanimivo, ne, jaz sem to izkusila na lastni koži, da v bistvu, ko se pač
ne vem, postavi na oder, sploh, če se postavi na oder heteroseksualna ženska, ki je povrh vsega še dobro zgleda in govori pač kletvice in ne vem, pač neke šale, ne gre vse skozi, ne. Preprosto, kot družba nočemo videti ženske, ki bo govorila šale. Ne, ti si tam, da si lepa, lahko si tudi, ne vem, predavaš kaj, lahko si pametna, to smo že sprejeli zdaj v družbi, da je lahko ženska tudi, ne vem, znanstvenica, karkoli, ne, lahko filozofira, ampak da bo pa se hecala, to pa ne. To pa... A veš, ker vzgojeni smo pa zdaj bili že v tem duhu, da če pa je na odru ena, zavedam se kontroverznosti tega izraza, rahlo možačasta, a veš, stand-uperka, ne, ki je po možnosti še mogoče lezbijka, vsej ni samo več jih je, ne. Je pa okej, a veš, kaj je moški, bolj moški princip, ne? Tako, ker ona dejansko gre s tem moškim principom in to lažje sprejmemo in nasplošno lažje sprejmemo hec in šale skozi moški način. Kot da bi to bilo nekaj moškega. Še iz šanka, ne? Ja, tako. Sej na nek način je. Prvotne neke, če gledamo, od kje izvirajo pač te neko hecanje, pa to ženske so vedno mogle biti malo bolj resne. Najprej so mogle biti ful zadržane, pa bonton, pa ne, nič niso smele niti povedati, kaj šele, da bi kaj. Ko so začeli govoriti, pa ne, glejmo, da poveš samo, če govoriš, govori pametno, ne pa ne, glej, da boš vedno izpadla v redu. In ker moški, ki je za šankom, a več stresa šale, ne, malo nažgan, je ono, kak je pa on na štose, ne, ženska, ki počne prav to, je pa vulgarna, a veš, zapita. Tako, ne. In ta družbena percepcija se zgodi tudi v treznih glavah, v čist drugih okoljih, v publiki, ko pač ženska pride na oder, da bo zdaj pa ona povedala. Točno tako, kot bi povedala doma. Veš, kaj mislim? Ja. Doma sicer sprejmemo žensko, ko pač tudi kaj ne vem, s kakimi kletvicami kaj pove ali pa, ne, tisto pač. Imamo tudi ženske moški princip, ne. Ampak, če pa je oder, ne, pa še nismo tam, no. Čeprav zdaj je glih Zlati globus dobila Ali Wong, recimo komičarka, in se mi zdi, da se počasi v tujini že tudi to spreminja. Počasi smo tam, da bo tudi ženske lahko, ne vem, v komediji bile sprejete skozi vse besede in načine, ki so. Zanimivi momenti, ne, zgodovinsko. Si bila kdaj izgnana iz raja? Malo bolj moraš to definirati, z kakšnega Adam, Eva, a veš, nekaj, kar je šlo v maloro, ne? Ja. Bila si, ne, pravzaprav, oziroma se je raja, v enem od prejšnjih intervjujev me je presenetilo, pa blazno mi je bil všeč ta tvoj stavek, da si se 2-krat poročila in ločila iz ljubezni. Ja, se zato ne bi rekla glih, da sem bila izgnana, ne, nekako. Si ušla iz raja. Ja, sporazumno. Sporazumno si ušla iz raja. S papiri si ušla. Ne, ful mi je všeč v bistvu ta moja preteklost, kar se tiče porok in ločitev, ker so res bile tako in poročila sem se z ljubezni in v bistvu, ko smo prišli do konca poti, kar se pač zgodi velikokrat dan v današnjem svetu, tudi prej, ker smo bolj mogoče zavedni, pa tudi spet smo pri ženskah, ker mogoče malo bolj preračunavamo, kaj hočemo od življenja, ne, in kaj več nočemo. In smo v bistvu v obeh primerih nekako obojni spoznali, da smo prišli do konca poti, ne. In je v resnici bilo zelo tako, smo si povedali to in si pač priznali in smo šli vsak svojo pot naprej, ne. In je dejansko bilo potem še naprej je ostal dober odnos, ne. Dobro, pustimo pač tisto, da so pol ločitev je vedno, ne, sploh če so še kakšna premoženja, pa to ne bom zdaj jaz govorila, da je to bilo, ne vem, skakanje po oblakih in lizanje lizik, ampak vse se počasi se poleže in potem v resnici ugotoviš, da pač si imel eno lepo zgodbo skupaj in iz drugega zakona je pač tudi otrok in je v bistvu veliko lepega, no, tudi nastalo in ostalo iz tega, ne. Nosiš kaj s sabo te slovenske tradicionalne žlahtne krivde? Veš, mislim, da tako, da Slovenci vsi nosimo nek voziček krivde za sabo, da vse, kar počnemo, ti mora biti malo žal, malo si moraš očitati. Ja, sedaj ne boš mislil, ne, pač seveda, jaz moraš vedeti, da sem recimo na Dunaju živela res idilično življenje, navzven, mislim, če površinimo spet, bi nekdo rekel, ne, vse kaj pa manjka, ne, pač bilo je dovolj denarja, hišo sva zgradila, otroka sva imela, Dunaj je najboljše mesto za živeti, ne. Ampak pač predvsem sem manjkala
zanikala jaz sama sebi, ne. In to ti govorim recimo zdaj, ko sem rekla, ženske vedno bolj ozaveščamo pač, kaj želimo in si tudi dovolimo živeti svoje življenje tako, kot želimo in sem na nek način ponosna, da sem to naredila, ker marsikatera ženska vem, da bi ostala in ostaja v zakonu, kjer ni srečna, čeprav je na površini vse okej, ker se ne uresniči. Jaz sem šla, pač moj glavni, kako bi rekla, moja glavna motivacija je bila v resnici otroku pokazati, da moraš pač iti za svojim srcem, sam zdaj pa prijeva tudi do krivde, ne. Pač jaz sem s tem svojim odhodom razrušila družino na nek način, in tudi sebi sovarnost in sem mogla v resnici in še vedno postavljam v Sloveniji vse na novo, zase, popolnoma sama in je v resnici res težko, no. Včasih sem res tak, kaj ti je bilo to treba, a nisi mogoče malo preveč domišljava, ne? Veš, ful je teh občutkov, ne? A po eni strani tako zveni pač tak sanjsko palamudenje, ne? Pač greš za svojim srcem in pustiš vse in razrušiš in ti si ženska, ti to zmoreš, ti boš zdaj to, ono, otroku boš pokazala, kako je to pomembno. Pa včasih kaki trenutki so pa res tak, kaj boš pa zdaj? Zdaj pa nimaš tega, pa ne, moraš preživeti, moraš položnice plačati, ne. Otrok je rabi očeta in mamo, ne, in zdaj moraš pač fotra najti. Mislim, veš, ogromni občutki krivde so, če to narediš. Tako da jaz še zdaj čakam, v bistvu, mislim, ne čakam, sem zelo aktivna na tem, da pridem še do cilja, nisem še tam in ta pot je zelo trnjava in ima veliko lukenj, ki jih občuti v bistvu tudi otrok, pač. Ampak vseeno globoko v sebi pa čutim, da sem naredila prav. Da vseeno je treba iti za svojim srcem in to bom vedno zagovarjala. Veš, Samantha je v tej smotani seriji Seks za mesec rekla, ne, mislim, ko ga je pustila, rada te imam, ampak sebe imam rada še bolj, ne. Ja. Kar verjetno za vsako novo vezo, ki nam je šla k vragu, ne, verjetno res ugotavljaš, da imaš na koncu sebe pravzaprav bolj rad, ne. Je pa res, da bolj kot imaš sebe rad, verjetno manj si primeren za vezo, ali pa ne? To me pa tudi skrbi, Denis. Vedno več samskih ljudi, vedno več mojih frendov, ki so samski, govori, pač celo moj foter, ki je vedno bil moj vzor za moške in sem tak, in on je pač zdaj tak, ne, jaz ne rabim dobenega. Jaz sem najbolj srečen in tudi mladi prijatelji mi to govorijo, ne. Meni je najboljše biti sam, jaz ne vem, če bi še zdaj lahko bila s kom. In to me pa skrbi. V resnici, ker jaz pa še vedno nočem spustiti te ideje o tem, da v resnici smo ustvarjeni za to, da smo v nekem partnerstvu, v nekem paktu in da pač imaš človeka, na katerega se lahko nasloniš v bistvu takrat, ko ti je težko, ker ti je težko vsake toliko, ne. In mislim, se pol tudi zgodi, da kakšni ti samski frendi pa dobim kake mesiče, gdaj jaz sem toliko zdaj danes bi nekam šel, a greš z mano ven, ja ne, pač ne morem, imam otroka, ne. Ampak s tem mi pove pač, da ima tudi trenutke krize, ne, pač, da ni ta samskost samo lepo pa fajn, pa delam, kaj mi paše. Jaz verjamem, da smo ustvarjeni za to, da smo z nekom. Ta samozadostnost je malo dolgočasna. Tako, dolgočasna in prazna se mi zdi. Mogoče jaz zagovorim nekaj, kar ne poznam. Ne. Samo ne vem, če si želim priti tja. Veš. Ne vem, če želim priti v ta moment, kjer bi rekla, sama sebi sem dovolj in dobenega ne rabim pač, ali pa ne želim. No. Še vedno hočem verjeti v to, da smo ljudje, ko se rodiš, mislim, imaš itak mamo oziroma družino, starše, in da skozi v bistvu potem imamo tu noter nek program, s katerim iščemo nekoga, da bi bil pač. Kako imaš parametre nastavljene v tem programu? Jih imaš? Imam, če sprašuješ za moške. Mislim, karkoli že iščeš. Zgleda kot viking, sam ne originalni, ker originalni so bili mali, sem zadnjič izvedela, ne. Baje, da so bili mali vikingi. Sicer so severnjaki bolj visoki, ampak po mojem takrat so bili vsi mali. Ja, ne, pač ful imam previsoke, pač visoke standarde, ne, kar me definitivno pelje v ta samski standard. Ampak ne, želim si predvsem, da bi moški pač bil, da bi mu lahko zaupala, veš, ona varnost. Varnost se mi zdi, da ženska vedno išče, rabi. Ne zato, ker si je sama ne bi... Jaz si lahko dam sama varnost. Problem je v tem, da se jaz želim posvetiti drugim stvarem. To je spet tako, recimo, ko smo pri porodu, ko rodi ženska, ne.
takrat rabi moškega za varnost, da poskrbi za njo, da ne čuti dobenega manjka, zato da lahko ona 100% sebe da v varnost in preživetje otroka. In isto je kasneje v življenju, no se mi zdi, da pač jaz imam toliko nekih talentov ali pa toliko nekih stvari znam življenjskih delati in narediti, da pač bi rada nekoga, da mi omogoči to neko varnost, da jaz lahko potem svojo to bogatstvo dam svetu. Evo, tak. Krila lažje razpreš, če imaš eno varnostno mrežo spodaj, ne? Tako. In rada bi našla nekoga, ki bi mu to bilo poslanstvo in to bilo pač tudi želja v resnici, da je to njegova vloga. No, pač. In se mi zdi, da bi kar... Se mi zdi, da je to vedno bila moška vloga, samo smo zdaj pač tako zamešali ful te vloge, pa da se vsi malo iščemo. Danes so moški večkrat v dramah, ne? Osebnih. Ja. Poznam en primer enega, ki se je sredi relativno srečne veze odločil likati odnose za nazaj za svojimi bivšimi, popravljati za nazaj, ni se dobro končalo. Ja, meni se zdi, da velikokrat zdaj tudi moški iščejo to varnost, ne? In skozi to pa smo popolnoma pomešali pač te neke naše biološke instinkte noter, ne? Ker v trenutku, ko moram jaz za moškega poskrbeti, da se bo on varen počutil, potem imam že 2 otroka in odigravam vlogo. In še psa. Tako, ja, ki ga je večinoma časa strah. Očitno moškega tudi, ja. Potem jaz opravljam vlogo mame, ne, in potem meni zmanjka tiste, kako se reče, ozadje, ne, oziroma backup. Ne, in potem seveda ne morem biti ta ženska, ki si jo moški tudi želi, ne, se pravi sproščena, razigrana in vedno vesela in pripravljena na zabavo. Ne, pač. In ko je žena oziroma partnerka, tudi mama, do partnerja vse skupaj postane nekako malo manj seksi. Ja, ne, vidiš, in potem se tudi obrne v bistvu na način, da več ni to, ne, in pol ne razumemo, zakaj ni to. Ampak glej, v resnici je na nas, ki imamo otroke, da jih pravilno vzgojimo, ne. Veš, danes govoriti o nekem, kako moramo mi zdaj enega moškega, ki je pač bil vzgojen tak, da v bistvu rabi varnost, ne, kako naj za njega naučim, da on mora dati varnost, da on mora nekaj narediti, ne. Saj so že neki ti moški tabori, pa to, ko spet malo moški najdejo v sebi, ampak moje poslanstvo je tudi starševsko, pač, ker imam fantka, ga nekako naučiti in vzgojiti to, da je pač on tisti, ki bo... Se tu je, veš, ta konflikt, zdaj ga malo bluzim, ampak veš, tisto, ko smo zdaj leta in leta, fantki tudi lahko jokajo, ne? Fantki so lahko žalostni, lahko pokažejo čustva. Ja, lahko, absolutno, ampak istočasno jih je treba naučiti biti tudi močni in včasih biti močnejši, najmočnejši element družine oziroma steber družine, ne. Malo smo preveč šli v to, da pač fantki so lahko tudi čustveni, pa to ja, vsi smo lahko čustveni, ampak istočasno se mi zdi, da ta vloga moškega, ki ima fire v sebi, ki ima testosteron, konec koncev čisto biološko, če gledamo za to, da se postavi, da brani, da je močnejši, ne smemo tega zanemarjati, no, in se mi zdi, da pač tu... da fejlamo v bistvu kot vzgoja, kot starši, da potem odrasli moški ali pa ženske, konec koncev, ki jih punce, ki vzgajamo, ti lahko se sama, ti moškega ne rabiš, ti moraš biti samostojna, neodvisna. Ja, ampak kaj se zgodi, ko taka ženska zraste, razumeš? Ona nobenega ne rabi. Ja. In nima prostora za moškega, ki bo poskrbel za njo, ne. Ja, ker je že sama oba pola, ne. Tako. Kakšna mama si ti? Kontrastna. Bogi moj otrok. Mislim, jaz znam biti zelo pač stroga, pa zahtevna, pa pač tak neke stvari ne odstopam, oziroma vsaj si želim, no, tak, da bi mu dala neko strukturo, pa to, ker sem tudi veliko imela nekih teh izkušenj vzgojiteljskih z temi otroci z EPM-om, ko na morje hodijo, recimo, in sem tam od najstnikov do teh in sem videla, koliko funkcionira dejansko, če si ti pač sploh na začetku malo bolj strog, postaviš meje, strukture in pol, ko otroci vidijo, da imajo meje, se počutijo varni, spet smo pri varnosti. In potem pa ti spustiš. In potem znotraj teh okvirov in struktur v bistvu otrok se počuti varen in istočasno ljubljen.
zdaj teoretiziram, ne, ampak pač doma pa je vedno malo drugače. Mislim, da je pomemben faktor, če gledam, da otroci odraščajo v svetu, ki je popolnoma nestabilen, nezanesljiv, veš, viharen, ne. Otroci so v bistvu prav tvoja kar pomembna točka v življenju. Ti si na Dunaju, kjer si živela, mislim, da si soustanoviteljica enega vrtca. Ja, jaz sem na Dunaju predvsem imela težavo s tem, da moja nemščina nikoli ni bila toliko dobra, da bi jaz lahko delala to, kar me veseli, kar je večinoma povezano s komunikacijo. In potem sem iskala v bistvu priložnosti znotraj slovenske skupnosti. Na Dunaju je enih 15,000 Slovencev in kar nekaj slovenskih družin z otroki, ki se rojevajo tudi na Dunaju slovenski. In kar je meni kot pisateljici bilo najbolj pomembno, je pač ohranjanje slovenskega jezika in materinščine. In dosti sem študirala pač to, na kak način v bistvu in kdaj, tudi zaradi potem svojega otroka in to, ki se je tudi rodil na Dunaju. In smo ugotovili, da v bistvu do 6. leta otroci najbolj si vtisnejo pač materinščino in če jim takrat daš tega veliko in da je to res močno prisotno, ne bojo pozabili tega jezika, tudi če kasneje. Pač problem pri otrocih slovenskih v tujini je, da grejo v avstrijske vrtce, avstrijske šole in so celodnevno vključeni v nemški jezik, recimo, ali pa kjerkoli drugje po svetu. In mi smo razmišljali, kako zdaj v bistvu jim to slovenščino integrirati v vsakodnevno življenje, brez da bi oni mogli zdaj se sam za slovenščino ubadati. In potem je bila ideja, dajmo narediti vrtec, ker to je do 6. leta, ne? Ampak ne vrtec kot slovenski vrtec, ker pol pa bojo nemščino izgubili, kar spet ni kul, ne? Ampak dajmo v en avstrijski vrtec integrirati slovensko skupino za slovensko vzgojiteljico, ki bo 2 uri na dan z njimi delala vse v slovenščini, slovenskimi otroki. In 2 uri na dan je dovolj, da ti v bistvu skozi igro, skozi pravljice, skozi, ne vem, neke učenje v bistvu nekih stvari v slovenščini pridobiš jezik. Se pravi, ne striktno učenje jezika, ampak samo slovensko okolje z 2 uri na dan. In potem sem jaz kot pisateljica v bistvu tudi želela pridati nekaj pač v to, kaj lahko daš kot pisatelj, in sem pol napisala še celo serijo slovenskih pravljic za slovenske otroke na Dunaju, ki pa je pol kasneje šla tudi v Sloveniji pač, no. Vrtec še obstaja, še deluje? Žal je vrtec, mislim, da zdaj, v resnici nočem zdaj tako zveneti, ko sem jaz šla, pa jaz. Ja, morda pa tudi. Ja, dejansko, to sta zakonca Svetina, sta se pisala, on je podjetnik, ki sta v bistvu tudi to furala, pač ta slovenski vrtec, na način, da je on investiral v resnici večino sredstev za delovanje tega vrtca. Ona se je takrat dejansko opravila izobrazbo za vzgojiteljico in to je bilo res želja, no, da se naredi. Ampak po nekih 3 ali 4 letih starši so še vedno mogli plačevati, ker to je bil privatni vrtec, ne, so še vedno mogli plačevati. Sicer to za Slovenijo nič ni neobičajno, ampak na Dunaju so vrtci zastonj. Kar pomeni, da ne, mi v Sloveniji plačujemo vrtce, na Dunaju pa je to zastonj in če ti moraš 300 € na mesec plačati vrtec, ti je to pač nesprejemljivo. Tako da nekako ni bilo potem zares prisluha, no, od Slovenije, da bi malo bolj podprla to idejo tudi finančno in mislim, da je to zdaj že, da ni več pač te skupine, no, da je to 4 leta trajalo. Tako. Sicer pa praviš, da te je Dunaj precej očaral, ne? Saj je eno šarmantno mesto, moram priznati. Dunaj je tako fajn mesto, res, tako lepo. Veš, kaj mi je najbolj všeč pri Dunaju? In to manjka v Sloveniji. Občutek, da mesto dela za tebe, kot za meščana. Evo, to je nekaj, kar sem jaz zdaj mi gre kurja koža, ampak res. Jaz, ko sem se vrnila v Slovenijo, jaz sem najprej poslala županu. Mislim, ful je bilo smešno. Jaz sem kar klicala v županovo pisarno, da bi se rada dobila pač z gospodom Arsenovičem, ker imam en cel kup idej z Dunaja, ki bi jih lahko v Mariboru pač integrirali, ne, in so bili tako, ne morate se kar dobiti z županom, ne, to ne gre. No in potem sem se dobila z nekom drugim, ki je pač župan nimel časa in potem sem jaz s PowerPointom prišla, kaj vse mi lahko zdaj v Mariboru naredimo, ne, iz Dunaja, ne. Ja, ne vem, neke stvari so se sicer pol uresničile, nismo potem šli v neko sodelovanje, jaz sem potem šla v Ljubljano, ker mi je mogoče manjkala ravno ta vibe, da se malo več stvari dogaja, malo več priložnosti tudi v tem svetu, ker jaz želimo spet, ne. Ampak predvsem na Dunaju ta feeling, ja, da ti, recimo, veš, kaj je zdaj bilo aktualno? Prispevek za pse, za lastnike psov, ne?
No, to so zdaj v Sloveniji, da bi naj plačali 20 evrov na leto lastniki. Ne? Ja. Na Dunaju se plačuje 70 evrov na leto in funkcionira pač skozi to, da imaš ti te vrečke vse posod na voljo, da je pač čisto vse posod in da lahko greš s psom kamorkoli hočeš. Od restauracij do javnih prevozov, dobro, ne moreš iti v gledališče, ampak večinoma lahko pes živi s tabo, kjerkoli pač si. Zdaj, v Ljubljani je sicer zelo že tak, v Mariboru se še vedno zgodi, da te vržejo ven s kakšne kavarne, če prideš s psom. Mečejo? Ja, mislim, se še zgodi, kar sem presenečena, ampak po mojem se bo tudi to počasi izravnalo. Ampak kar hočem bolj poudariti je to, 20 evrov na leto. In folk je skočil v luft. Pa kaj je 20 evrov na leto, pa daj jim teh 20 evrov, verjamem, da bo. Že zdaj je v bistvu zelo čisto, ne? Saj, če pogledaš, naša mesta so čista in se mi zdi, da vsi tudi ne poberejo iztrebkov, to pomeni, da nekdo drug jih pobira. Ne? Veš, kaj hočem povedati? Tudi ljudje ne sodelujejo z mestom, ne? Oziroma pač z državo, kakorkoli. Ne? Je ena taka mentaliteta, da smo mi vse čas v eni taki tihi vojni z neko javno upravo, nismo v naslov državi, ne Maribor sam. Skozi iščeš načine, kako boš nekje pač našel luknje, ampak je pa res na drugi strani, da politika pa nas tudi v bistvu deluje na način, kako bi zdaj ljudi ujela pri tem, da iščejo luknje. Se pravi, tudi veš, z obeh strani je na nek način, ne? Tudi mentaliteta v naši politiki je, ni dajmo ljudem. Veš, na Dunaju imaš pač javni prevoz in nimaš dobene zapornice nekam, kam bi mogel karto vtakniti. Ti pač greš in če te kdo preverja, če pač tile kontrolori se vsake toliko pojavijo v civilu, ne, in on pol da kartico in reče, pokažite karte, ne. Ampak nikjer te pa doben več ne snema ali pa da bi ti zdaj mogel pač, ne. Gre takoj na to zaupanje, ne. In isto je s temi vrečkami in isto je z vsem. Se pravi, sodeluje. Mentaliteta prebivalcev je hvaležen sem, da lahko živim v tako dobro organiziranem mestu. In istočasno na drugi strani mi vemo, da smo v vladi za to, da delamo za to, da dvigujemo standard življenja. In to je recimo na Dunaju meni bilo najbolj ta feeling. No, kako se ti je pa kaj zdaj avstrijski karakter? Čeprav dunajski karakter ni avstrijski karakter. To je čist nekaj drugega, ja. Pač veš, da postaneš tipični Dunajčan, ko prideš na tale podzemno in piše 3 minute in zaviješ z očmi. To je čist predolgo. Plus hitra hoja, ne. To je tudi zanimivo. Jaz takoj, ko sem se preselila nazaj v Maribor, sem dobila 2-3 kile takoj. Zato, ker pač tam s temi javnimi prevozi, ne, se sicer skozi voziš, samo vmes je treba prestapljati, pa pač imaš te štenge in to skozi laufaš, zato da ne boš 3 minute čakal, ne. Pri nas pa sicer prideš na postajo, pa čakaš 25 minut, pol ure, 3/4 ure, uro. Ja, in pol greš še z avtom, ne. Tako da pri nas je pa itak sploh tale politika, v bistvu vožnji z avtom, ne. Ampak spet, ker ni prave infrastrukture, ker tako kot praviš, čakaš pa ure. Če nam nekaj ne daš, ne moramo uporabljati, ne? Tako. Da se malo vrnemo v Slovenijo. Kaj se dogaja s tvojim podcastom? Ja, jaz sem v bistvu takrat si zadala 100 podcastov. Sem rekla to, ne glede na to, kako dolgo in s kakšnimi napori, jaz bom jih 100 posnela. Potem sem pa v bistvu to zaključila, ta projekt, fajn, zato ker je... Zato ga ni več. Ja, prav namerno sem zaključila, ja. Z Ladotom Bizovičarjem sem rekla, evo, to ti je 100. Čakala sem prav gosta, ker nekaj časa ni bilo tega 100. podcasta, ker sem prav čakala enega, ko bo dovolj, kako se reče temu, kak je že štajerski izraz za to? Ko bo dovolj kaj? Gosta, ki bo kaj? Ja, ki bo, a je gajšt? Gajsen, ampak ne bi rekli Mariboru gajsen, ki je dovolj. Ne, kaj? Ki je dovolj, kaj bi rekli? Enega je oring gosta, ne? Pač en tak, ko ima res in karakter in zgodbo in vseeno. In potem sem rekla, to je to. Fajn je sicer še vedno nek del mene, ker je tak ta 3. knjiga, pa to, ki je bila, ampak nekako sem spustila malo to in se odprla novim stvarem. Pač jaz sem s tem fajn, ta fajn knjiga je že v osnovi knjiga, ki v bistvu temelji na tem, grem za svojim srcem, ne, ker sem je napisala tudi takrat, ko sem prišla z Dunaja in sem bila polna tega, kak pač mora človek slediti sebi in svojim skritim željam in odkrivati to. Dunaj odpre srce človekovi. Ja, ravno zato, ker ti da ta občutek, da je vse mogoče.
Veš, da vsak je lahko vse, pač tam boš našel službo zase, tam boš našel dovolj, boš lahko imel vedno dovolj denarja, da boš tisto, kar si želel, naredil, uresničil in s tem mindsetom sem se jaz vrnila v Slovenijo in je ta knjiga nastala in potem sem hotela v bistvu tudi delavnici delati, ampak potem je bila korona. Tako da vse, kar mi je ostalo, je bil podcast na Zoomu. Slikarka Irena Polanec, mislim, da je nekoč rekla, pa ni tako daleč nazaj, da se je iz Pariza, kjer je bilo mogoče prav vse, vrnila nazaj, mislim, da v Maribor, kjer ni mogoče prav nič. Ja. A se strinjaš z njo ali je malo radikalna? Ne bi rekla nič, zato ker ravno z Bobom leta dokazujemo vsako leto, da se ful da in da se vse da. Je pa res, da pač nažalost, pa se mi zdi, da malo se spreminja. Malo iskreno tudi župan, jaz pravim, no, ker se pač tako daleč gledam Maribor, dokazuje, kaj vse se da tudi z temi njegovimi projekti, recimo nivo samo restauraciji, ki se je dvignil v Mariboru, je res na vrhuncu. Ampak tudi sicer, mislim, recimo Sokijevi bobni, naprimer. Pač so projekti, ki so svetovni, ki so izven slovenski in če se spravijo ljudje pravi zraven, pa da ni več tistega, to se ne da, pa to se ne da, pa to se ne da, ker tega nažalost je v Mariboru še vedno veliko, ampak istočasno je še vedno veliko ljudi, ki pa se požvižgajo na to, no, in pač pokažejo, da se da. In če kaj imamo Štajerci, imamo pač ta drive dokazovanja, no. Veš, to smo malo prisiljeni, ker smo kao skozi malo, ne, v senci. Kompleks, ne? Ja, v Ljubljani ti ni toliko treba se dokazati, mislim, se moraš na drugih nivojih, ampak s projekti se tam v osnovi se vse dogaja. V Mariboru imaš pa vedno tisti drive, zdaj bom jaz pokazal, da se da. Vemo, glede, če mogoče iščeš župana, da vemo, kaj povedala, mislim, da se nahaja pogosto kako etažo nižje pod nami, veš, v restauraciji. Ja. Pojdi kdaj na pico. Tvoje srce nenehno raziskuje, išče, ustvarja. Zdaj, torej, naslednja postaja je knjiga. A smo mi da sploh ime te knjige povedala? Ne, mislim, zaenkrat ima knjiga še delovni naslov, verjetno bo to ostalo, imenuje se Tisto čudovito leto. Zato, ker prvotna ideja je bila, da v bistvu pišem bolj o tem, da kak ženske v bistvu si idealiziramo pač to nosečnost in otroka in kak bo to vse perfektno in pol to načrtovanje je tisto čudovito leto in pol bi bil podnaslov in leto, ki sledi. Ko se presredek še celi, a veš, po idealizirani nosečnosti in porodu. To plus pač tisto, ko res ne pričakuješ, ker te res zalepi na tlano, kak je to v bistvu surova resničnost. No. A misliš, da si preveč realist? Ja, pri pisanju sem zelo. Mislim, če kje pol mi skozi pisanje uspe zadeti. Ti mi deluješ, koliko sem te bral, precej brez filtra. Sicer za nekaj romantične koprene, ampak relativno precej brez filtra. Ja, pa če se mi zdi, da brez veze, da nekaj mutimo, pa nekaj zavijamo v celofan, zato ker na koncu itak pridemo do iste realnosti in je včasih boljše iti straight forward, pač tak je, kak je. Ampak istočasno pa se mi zdi, da ne smemo pa biti preveč, ne smemo pozabiti na vse lepo, kar je na tej poti, ne? Se pravi oboje, no, jaz sem istočasno idealist in realist, pač zato pravim, da sem tudi kontrastna mama, ne? Ker znam biti pač ful stroga in pol na drugi strani me mali obrne pač tak, ne. In on to ve, ampak potem me obrne in že misli, da je zmagal in pol ne. In pol se jaz spet spremenim pošast. Tako da ja, dinamika obojega je po mojem. Zdaj, ker so v slačilnici in ker je toliko enih ogibanj in govoric, ustavi me, če nočeš odgovoriti, ampak moram vprašati, kaj zdaj s težkim, sta ali nista? Vsi tabloidi, a veš, so se ukvarjali s tem vprašanjem. Ja, v bistvu nisva. Ampak on je, pač ko sem se jaz vrnila v Slovenijo, je bil otrok star 2 leti in mi smo se zelo hitro povezali kot družina in ker je pač od Filipa ati ostal na Dunaju in je zelo malo prisoten, je v resnici težki, kako bi rekla, kar to luknjo, kar zapolnil, no, tudi v... Pa daj, Denis!
to praznino je zapolnil in je v bistvu, nisem jaz pristaš tega, da bi rezala take stvari. In pač tukaj je še en odnos, se pravi med njim in med otrokom in na nek način še vedno ostajamo ful povezani. No. Tako da naju je še vedno možno velikokrat videti skupaj, ampak jaz v resnici kako bi rekla, se odpiram nekim novim. No. Potem pa ni zdaj to glas za moške, ampak bolj Mlada, nadarjena, ambiciozna. Ne, bolj skušam zdaj resnici najti sebe in postaviti sebe, kdo sploh jaz sem, ker se mi zdi, da sem tik pred tem, da najdem ta občutek sreče pa ta občutek neke izpolnjenosti in da sem čist preveč se zdaj mogoče naslanjala na moške v preteklosti glede tega, zdaj pa si nekako želim vseeno najti svoje temelje in potem na podlagi tega v bistvu in v takem okolju osnovati pač nekaj. To zdaj bo zvenelo, kot da živim leta 1820, pa pišem viktorijanske romane, a še verjameš ljubezen? Ja, ne, prehitro bi zdaj odgovorila, če bi rekla ja, zato ker prvo moram reči, da kar sem se naučila je, da ljubezen ima 1000 oblik. In verjamem v ful oblik ljubezni. Mogoče dvomim v nekatere ljubezni, v katere sem do zdaj verjela, ampak globoko v sebi mislim, da je ljubezen toliko ultimativna, da je toliko del nas, da to ni nekaj, kar ne bi obstajalo, da absolutno obstaja in da pač absolutno obstaja tudi za vsakega človeka tista ljubezen, ki ne sam si jo zasluži, ampak je ravno pravšnja za njega. Obvladaš. Ja, kar je. Bi lahko en tak Titanik, danes smo snela, veš, 3:45. Ampak počasi smo pelezla do konca, a smo pozabila midva še karkoli od tvojih 50 talentov še danes izpostaviti, je še kaj vročega, se še kaj kuhlja? Ne, veš, kaj sem se pa res hotela spomniti danes zatrkovalnice. Ker ne vem, če si ti kdaj bil v tej zatrkovalnici, ampak jaz sem leta 2010, to je bil moj prvi mariborski podvig, sem odprla zatrkovalnico v Mariboru. Nič hudega, zato ker je trajala točno 8 mesecev. Ampak tak sem prav rekla, da se to moram pa spomniti, ker mogoče je kdo od poslušalcev bil v tej zatrkovalnici. Kje je bila? Bila je tam na Vogalu, no, ko je bil Indeks bar. Celo večnost je bil tam Indeks bar na Štrosmajerjeva Slovenska. Ja, seveda. Na Vogalu, v bistvu, ne. In je bila v bistvu zelo srčen projekt takrat in jaz sem pravzaprav enkrat tu na Glavnem trgu sedela in sem si naročila kavo in sem bila lačna in sem bila tak, zdaj pa moram iti po rogljiček v pekarno si iskat, ne, da pol lahko si ga prinesem na kavo in sem rekla, Maribor rabi zatrkovalnico. In pol sem leta 2010 s takratnim fantom, ker sva tudi, to je bil prvi mož tudi, odprla to zatrkovalnico, vse smo imeli, pač delali smo svoje paštete, jogurte, kruh in ne vem kaj vse. Ampak tako kot z marsičem sem tudi s tistim bila pred časom. No. Da, čez 2 leti so se pol zatrkovalnice začele odpirati v Mariboru oziroma neke oblike. Ampak ja, no to... Kavarne za zajtrki, ne? So zdaj, tako, ne. Daj ti to malo uživi, to ideja meni izjemno. Zdaj všeč, ko vem, da je to obstajalo. Ja, mislim, vse to. Se mi zdi, da sej se Maribor razvija. Če se kje razvija, se razvija v gostinstvu. No. To se mi zdi, da je res, tako kot pravim, kavo tako dobro redko v Ljubljani piješ, ali pa kjerkoli po svetu, tudi na Dunaju, tam pa sploh ne znajo kave narediti. Oni imajo neke dunajski melanž, pa to vse je za nič, razumeš, primerjavi za našo kavo, za tem malo belo spenjeno, razumeš, kavico, ki ti tam sicer dobiš kahlo, ne, velike, svetle, rjave brozge, ne. Zažgane z nečim, ne vem, v glavnem pa šlag gor, pa te. V glavnem, pač to se mi zdi, da to pa imamo, to gostoljubje in da tu se mi zdi, da bi se Maribor mogel. Takrat je bila pač res moja ta srčna želja in tudi darilo, sem jaz to rekla celo v Mariboru. Evo, tu imamo zdaj zatrkovalnico, da bomo si vzeli čas in bomo jedli zajtrke in pač potem so ljudje še kar naprej nosili sendviče v pisarne in so prišli k meni in so rekli, imate kak sendvič? Sem rekla,
Ne, imamo pa, ne vem, sveža jajčka na oko, pa sveže stisnem pomarančni sok. Ja, to nijem cajta. Ampak to je bilo, se pravim, leta 2010, ko mogoče takrat še ljudje niso... Mindset se je mogoče spremenil, ne? Ja, zdaj je pa definitivno se pozna, da vedno več ljudi pač si vzame čas tudi za to. In tudi ljudje se trudimo, ali se saj trudijo jesti bolj zdravo, bolj premišljeno, ne? Tako. Draga Maja, čisto za konec te moram nažalost vprašati še vprašanje, ki ga vprašamo čisto vsakega gosta slačilnice, pa noben ne ve zakaj in kaj je smisel tega. Koga si ne bi nikoli želela srečati v slačilnici? Nikoli. Imamo že zelo pester asortiman odgovorov, od pedofila do starih staršev. Ja, pa ne, pa ker polci takoj si obsojevalen, če nekaj odgovoriš. To je kontroverzno vprašanje. Ja, vem, ja, ne, mislim, sigurno kakšnega vesoljca, no, ker pač mogoče nočemo vedeti, kako izgledajo slečeni. Mogoče je bili zelo grenko razočarani. Ja, mogoče toliko enih pričakovanj gojimo do njih. Draga Maja, želim ti prvo kot prvo nepozaben in noro uspešen in odmeven bob leta. Ja, Potem tam pa, se vidimo, seveda ne. Potem pa ti želim vznemirljiv in čaroben let skozi vse galaksije tvoje ustvarjalnosti in veliko zakladov na poteh tvojih iskanj po naših dušah in svoji duši in vse dobro. Ja, hvala, Denis, jaz se ti zahvaljujem, da si me povabil, vedno mi je v užitek s tabo delati kakršnikoli intervjuje ali zdaj podcaste, zato ker si tudi ti zelo srčni in še naprej raziskuj notranjosti in nič kaj ne površini s svojimi gosti. To pa je zdaj beseda leta, veš, raziskuj luknje. Gostov. Novi slogan slačilnice. Ja. Maja, Imamo to. Se vidimo, hvala lepa. Ja, hvala tudi vam, da ste se slekli spet z nama prvič letos, mimo grede. Spremljate nas še naprej, se veste, ne? Slačilnica je povsod na spletu. Berite Večer v tisku na vseh možnih platformah, celo na glinenih tablicah. Po mojem obstajamo v klinopisu. In se veste, ne? Kar se zgodi v slačilnici, ne ostane v slačilnici. Pa.